Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Boštjan Gombač se je rodil leta 1978 v Kranju. Z glasbo se je srečal že zelo zgodaj. Pri 6 letih je bil namreč član otroškega pevskega zbora Radio-televizije Slovenija. Po 4 letih se je priključil mladinskemu pevskemu zboru. To je bila lepa izkušnja, ker to mi je dal nekaj, tudi na neki nezavedni ravni, ko sem se začel z zborom ukvarjati. Kot mulc nisem poznal ne not, ničesar, sem bil totalno analfabet v glasbenem smislu. Ampak imaš tam nekaj skupina, nekaj glasov različnih in že kot otrok se zavedaš, da je neki glas A in B, prvi in drugi glas, moraš poslušati drugega v skupini. Bistvo muzike je, da skratim pričo, je poslušanje. Zbor mu je dal lepo popotnico za nadaljnjo glasbeno pot, predvsem pa odprtost do različnih zvrsti glasbe. S klarinetom se je spoznal, ko je imel 11 let, danes nastopa v različnih skupinah. Multiinstrumentalist je mojster mešanja žanrov, sicer ljubitelj roka v svojo glasbo vnaša elemente džeza, bluza, sodobne plesne ritme, pomemben pa je tudi njegov doprinos k oživitvi slovenske narodne pesmi. Zložil pa je tudi že glasbo za 53 gledaliških predstav. Se spomniš prve? Prva je bila, pa nisem jaz bil avtor, samo igral sem, nastopal. Je bil avtor glasbe Drago Ivanuša, režiral je Sebastian Horvat in to je bila diplomska predstava Grafeteja z naslovom Elsinor. Se je dogajalo v Tivoli, v Tivolskem gradu. Po prostorih smo bili 3 klarinetisti in je bilo zelo magično. Publika nas ni videla. Publika nas ni videla, po različnih sobah v gradu so bili nastavljeni prizori. Teater mi je dal lepe izkušnje razumevanja zvoka, ki je pač na odru, oziroma zvoka, ki se dela za sceno. Rad naveže stik z občinstvom s hudomušnim, a vljudnostnim pristopom, pa četudi je tole na zdravje kihajočemu poslušalcu. Če jaz prvi ton zaigram, takrat se začne že ta magic. In to je to. Mislim, jaz vem, da je publika tukaj, tudi nocoj ste tukaj zaradi mene, predvsem zato, ker bi radi slišali, kaj imam kaj zapovedati. In na koncertu, v teatru je to vedno tako, ker brez publike, jaz rečem, brez vas ni nas. Zgoščenk ne kupuje le gramofonske plošče. Nazadnje si je kupil Franka Zappo in Amy Winehouse. Pravi, da je premalo kvalitetne glasbe v ospredju na televiziji in radiju, da sicer obstaja, a je ne vrtimo. Kritičen je do popa in glasbe, ki jo poslušamo vsakodnevno. Besedila so na nivoju prvi letnik srednje šole, žal. Mislim, zelo malo ljudi nam pove kakšno zgodbo. In tudi, če pač so to neke besede obračene nekih romantik in nekih ne vem česa, se mi zdi škoda, da interpret vsak komad odpoje isto. Sam pa v slovensko glasbeno sceno vnaša suverenost in svežino. Februarja je zato prejel nagrado Prešernovega sklada in sicer za skladateljsko in koncertno dejavnost v zadnjih 2 letih.